Dragi sobratje duhovniki, spoštovana gospa poslanka v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomc, spoštovani poslanec, gospod Zoran Mojškerc, dragi bratje in sestre. 80 leti je minilo, kar se je Slovenija soočala z novostjo, ki ni para v naši zgodovini. Mala, dobro organizirana skupina fanatikov je v nasprotju z vsako zdravo pametjo in v slepi veri in poslušnosti tujemu diktatorju Stalinu začela v času, ko je bila nacistična Nemčija skoraj vsemogočna, nesmiselen in neumen upor proti okupatorju. Nekaj strelov tu, rafal tam, pa so Nemci in Italijani ponoreli. Maščevali so se sistematičnim iztrebljanjem Slovencev, kar je bil sicer od začetka okupacije tudi njihov cilj, vendar so zaradi stvarnosti morali počakati s krajnim nasiljem. A komunisti so hoteli, da bi okupator ponorel. Hoteli so, ker jim je bilo mar za svoj narod. Njihova zvestoba in poslušnost sta veljala Stalinu in komunistični partije Sovjetske zveze. Njihov klic k orožju, njihov skrajni fanatizem ter odlična propaganda sestavljena iz lepih besed in vzvišenih ciljev sta prebudila v mnogih mladih in naivnih fantih in dekletih željo po sodelovanju. Komunistična partija je tako rodila partizane, ki so se množili z vsakim grozodejstvom, ki so ga okupatorji storili, ko so se maščevali za nesmiselno in nekoristno izzivanje mušarjev. Nesmiselni teror je imel za komunistično partijo Slovenije smisel in pomen. Žrtve morajo biti nekomunistične, demokratične, verne in poštene žrtve, da bo zaradi maščevanja mnogi obrnili v pust. Komunisti so se zato svoje početje, ki je do vsega začetka bilo v njihovem programu, to je nasilna, brezbožna revolucija, da bi prišli na oblast in ljudi osrečili s terorjem proletarske diktature, kakor se imenuje njihova strahovlada po vsem svetu, vadili in izpolnjevali v španski državljanski vojni, kamor so v tuj boj pošiljali svoje mednarodne brigade. In ti brigadisti, prekaljeni v vsakem zločinu, pa tudi v slepi pokorščini partiji, naučeni trde discipline, ki je vladal strah, so bili jedro in hrbtenica notranjega totalitarnega ustroja partizanskih vojn. Nič čudnega, če zgodovinarji beležijo vse mogoče partizanske zločine, tudi take, ki jih je Slovenec pripisoval samo najhujši barbarji. Norost partizanstva in še bolj komunistične revolucije moramo razkrinkavati, kajti brezumnost tega početja, vse tja do slovenskega holokausta, ko so v enem mesecu na naši zemlji sistematično pobili skoraj 100 000 ljudi, med katerimi so bili naši najboljši možje in fantje, zbrani slovenski narodni vojski ali kakor so se predtem imenovali slovenski domobranci. Nepojmljiv zločin, ko so najslabši dobesedno iztrebili vse, kar smo imeli najboljšega, ne more ostati brez posledic. V tkivu našega naroda so nastale prazvotine in rane, ki se prepočasi celijo in vse so danes nezaceljene. V ta prazen prostor že 80 let uvažajo tujca iz Balkana. Norost se nadaljuje do te mere, da so sejanjem kulture smrti dosegli, da Slovenci izumiramo in da moramo gledati, kako nemočno spet, kakor v komunistični Jugoslaviji, z lastnim trudom in znojem hranimo in oblačimo tiste, ki nas bodo kasneje zatirali in nas zamenjali. Zakaj? Ker smo padli v kremplje komunizma, ki se je povzpel na oblast z norostjo partizanstva in fanatičnostjo terorizma. Več kot 80 let je, kar se je ta norost začela in ni je še konec.
Komaj smo v času slovenske pomladi, ki nam je prinesla upanje, veselje in svojo državo, a tudi svobodo in demokracijo, malo zadihali, pa smo z vrstom napačnih in usodnih napačnih izvolitev, začenši z ono, ko so ljudje volili zadnjega partijskega sekretarja, mojstra manipulacij in totalitarca skozi in skozi za predsednika, potem pa podobno ponavljali dosedanje skrajno nesposobne in skorumpirane oblasti, ki nas s teptanjem vseh demokratičnih pravil peli nazaj v rdeči raj. Natikajo nam spet na gobčnik molka in strahu, prepovedujejo zdaj to, potem ono svoboščino, kajti fanatizem takratnih komunistov je mutiral v enako norost in neumnost njihovih ponosnih duhov. Ko s skrajno sprevrženostjo uzakonjajo nove doživljenjske privilegije, zdaj za športnike, še bolj za aktivistične kulturnike in seveda za od države odvisne nevladnike, ki nič pametnega ne delajo. Če so včasih pobijali odrasle, predvsem pokončne in dobre katoličane, ki so bili steber družbe, potem že iz oblasti so uvedli splav, kot rešitev navidezne prenaseljenosti, zdaj z manipuliranjem uvajajo eutanazijo kot rešitev pokojninske blagajne in čakalnih vrst v zdravstvu. Ko otroka v šolah perejo možgane z neštetnimi namišljami in še norimi, tako imenovanimi človekovimi pravicami, pa trobijo v isti rok s pokvarjenostjo bruseljske birokracije, ki nam krade normalnost in uvaja množično izmišljenih spolov, ki niso nič drugega, kakor navadne deviacije in seveda LGBT agenda. Jabolko ne pade daleč od drevesa, ista norost, ista neumnost, isti fanatizem, kakor nekoč. Le druga sredstva, ker so drugi časi in drugi ljudje. Časi so bili revolucionarji, zdaj se predstavljajo kot taki in govorijo o neki stalni revoluciji, v resnici pa so establishment, torej oblast, ki pojmuje državo kot svoj bankomat, državne ustanove pa kot prostor, ki lahko bivakirajo in vlečejo plačo, drug drugega pa ščitijo v takih in drugačnih privilegijih. Pred 8 desetletji so naši predniki našli pogum in spoznanje, da so se uprli taki norosti. Najprej kot haške straže, potem veliko bolj učinkovito in dejavno domobranstvo. Mi smo se tej isti norosti uprli z ednim orodjem, ki nam je še ostalo, z referendumi. Vse pomembne in za življenje normalnih ljudi ključne referendume smo dobili. Vse so zakoni in salami tehniko izničili. In zdaj bomo spet poklicani, da se še enkrat oprojimo norosti teh, ki bi vse probleme reševali s pobijanjem, nobenega pa s potrpežljivim iskanjem soglasja drug z drugim. Če so nekoč prišli po noči in marsikdaj z mučenjem pobijali, zdaj v parlamentu zlorabljajo sistem, da se izognejo drugače mislečim, razpravam in javnim debatam, ter štancajo zakone, ki so čedalje slabši in čedalje bolj škodljivi za normalnega človeka. Edino, kar se je spremenilo, so sredstva. Včasih so pobijali, zdaj ne več. Škoda za narodno telo pa je enako dolgotrajna in smrtonosna. Iz tega smrtonosnega objema se moramo izviti. Imamo samo eno priložnost. Popraviti moramo svoj glas in ga zopet oddajati pomladnim strankam. Tistim, ki so nam prislužile demokracijo in svobodo, tistim, ki že 30 letja in več poznamo. To so tiste, ki so nekoč tvorile demos. Novim obrazom in novim strankam iz izkušnje, tolikokrat prevaranih, ne moremo zaupati. Dragi bratje in sestre, ne smemo zapasti norosti, pa če tudi bruha v nas iz vseh ekranov, tiskovin, radio in televizijskih postaj.
Zaupati moramo svojo čutu za pravičnost in resnico. Zaupati moramo ljubezni do domovine, ki jo nosimo v sebi. Mati, domovina, Bog je bilo gesto zdrave pameti in demokratičnega tabora. To so tri noge, na kateri lahko stoji vsaka presoja sodobnih političnih strank in tokov. Preverba nam bo nezmotljivo pokazala, koga je pametno voliti, da bomo ohranili svobodo, ki smo jo s porazom jugoslovanskega komunizma pridobili. Če hočemo svobodo ohraniti, moramo prav na isto smetišče zgodovine poslati slovenski komunizem. Edino komunizem je tisti, ki nam še škodi. Mutirajo stranke slovenske zime, ki se hoče imenovati napredno, pa ni. Mutirajo rak rano, ki nas pobija. Mutirajo spačka, ki hoče biti liberalen in napreden, v resnici pa nam svobodo kradejo in naprednost jim pomeni nazaj v Jugoraj. Edino zdravilo proti takemu je več svobode, manj države, več poštenosti in pluralnosti, manj levičarstva in plenjenja države. Sliši se kot pobožna želja in tudi je, dokler se narod ne prebudi in posamezniki ne povežejo in vsak izpolni svojo dolžnost. Naša dolžnost je, da svoj glas na volitvah cenimo in povesti dodamo tistim, ki vedo, kaj pomeni mati, domovina,